In vse to ima posledice na dobavi goriva tudi za letalski promet in to tik pred glavno turistično sezono. Ja, v Evropi bi lahko v naslednjih 3 tednih zmanjkalo letalskega goriva, če se pretok nafte skozi Hormuško ožino popolnoma prekine, a tako opozarjajo v Evropskem združenju letališč. Za zahodne države bi ga lahko po njihovih ocenah zmanjkalo že čez 3 tedne. Možne so odpovedi letov, tako v Uniji kot širše. Lahko goriva zmanjka tudi na brniškem letališču in ali prevozniki že dražijo letalske vozovnice, je preverjala Tanja Volmut. Glavna čarterska poletna sezona se na Brniku začne konec maja. Glede na vojno, zaplete z gorivom, višjimi cenami, letošnji načrti. Moja klasika Hrvaška ali pa še kaj drugega. Na Malto. Drugi so bolj previdni. Bomo še spreminjali glede na dogajanje v svetu, sigurno. Kakšni sosednji kraji, kakšna Hrvaška, najbrž Italija, nimam v planu nobenih kakšnih daljših potovanj, mogoče zdaj ne lih toliko. Odvisno, bomo videli, kako se bo dogajalo v svetu, frka pa je, ne. Kam pa ste ponavadi šli? Mi da so bolj tako pa potujeva okrog in okrog po celem svetu. Zdaj letos je pa še malo tako. Bomo videli, kako bo z letalskimi kartami. Ter gorivom. In če so na nekaterih italijanskih letališčih, tudi v Benetkah, Milanu, že začasno omejili gorivo za lete, pa na Brniku zagotavljajo, da je dobava goriva nemotena. Mi smo v stalnih stikih tudi z dobaviteljem goriva, to je Petrol, in tudi tam nas sporočajo, da ne pričakujejo nobenih pomanjkanj in da dejansko do nadaljnjega poteka oskrba z gorivom nemoteno. Odgovor z Petrola, edinega dobavitelja kerozina Brniku, nismo dobili. Pa odpovedi letov. Zmanjšanje letov zaradi goriva ni. Tiste odpovedi, ki so, in to so samo Fly Dubai za Dubaj in pa GP Aviation za Prištino, so posledica vojne. V turističnih agencijah, kljub temu, da se marsikdo še odloča, kam poleti, bistvenih sprememb letos ne opažajo. Hrvaška in Mediteran. Mislim predvsem na Grčijo, Turčijo in seveda Španijo, Italijo, Hrvaško, tudi Cipr, tudi Egipt. Skratka države, kamor Slovenci tradicionalno hodimo čez poletje. Je pa dobro pohiteti, svetujejo. Res pa je, da velika večina zahodne Evrope, ki je včasih hodila na počitnice del, bo zdaj hodila v mediteranske države. Glede cen letalskih vozovnic po Evropi. To pa je kar, jaz sem že malo spremljala, pa mislim, da so že kar skočile cene kart gor, tako da. Ja. Prevozniki na Brniku cen zaenkrat ne dvigujejo. Sreča na ljubljanskem letališču je to, da ima večina prevoznikov, ki letijo na naše letališče, zavarovano tveganje pred povišanjem cen goriva. Seveda tudi te pogodbe nekoč iztečejo. Pri turističnih aranžmajih pa zaračunavanje razlike v ceni goriva skoraj zagotovo bodo, če se bodo cene dvigale. Treba je vedeti, da so vsi aranžmaji kalkulirani na dan, ko je bila pisana neka ponudba, kar je nekaj mesecev nazaj. Podobno se je zgodilo pred 4 leti zaradi vojne v Ukrajini, ki je sprožila energetsko krizo.